pozdravljeni v Galeriji Družina na predstavitvi knjige Martina Sušnika Realizem, ki osvobaja. Zelo smo veseli in počaščeni, da je profesor Martin Sušnik spet z nami. To je enkratna priložnost, da ga slišimo ne samo kot interpreta misli dr. Milana Komarja, ampak danes prvič z knjigo, katere avtor je, velika zahvala, hvaležnost gre vsekakor uredniku zbirke Sidro, naše najpomembnejše zbirke, lahko kar mirno rečemo, naše založbe, ki je skozi čas v bistvu res pustila sled in pušča sled v slovenski filozofski in umetniški misli. Danes pa še posebno pozdravljam tudi Martina Sušnika zato, ker smo prijatelji. To sem jaz hotel povedati. In med prijatelji je vedno lepo. Tako da ne gre samo za to, da se bomo zdaj ukvarjali z neko hladno filozofsko mislijo. Krščanska, realistična misel nikoli ni hladna, je vedno človeška, usidrana v biti. In kot taka nas vabi, da smo povezani tudi v skupnost. In v tem smislu pozdravljam Jana Peršiča, tudi vse, ki ste tukaj navzoči in odpiram to predstavitev in prepuščam besedo, mislim, da Janu. Hvala lepa, jaz sem marsikaj tega hotel povedati, to ne povedal, skratka, hvala, da ste prišli, lepo pozdravljeni, predstavljali bomo knjigo Realizem, ki osvobaja in osvaja slovenskega, argentinskega filozofa Martina Sušnika, torej predstavljajo bo v glavnem Martin sam. In sicer sem na podlagi vprašanj, ki mu jih bova Jernej in jaz zastavljala, malo bomo improvizirali. Jaz bom najprej zelo nakratko predstavil Martina in knjigo, kar se da nakratko, zato da bo več časa ostalo za bolj poglobljeno predstavitev se strani Martina. Torej, Martin je slovenski filozof iz Argentine, bibliografijo bom izpustil, sva rekla, poučuje na višješolski in visokošolski ravni, ukvarja se predvsem s filozofijo vzgoje, z antropologijo, z etiko in z metafiziko. Dejaven pa je tudi v dveh ustanovah, ki se ukvarjata z nadaljevanjem, gojenjem misli Milana Komarja, torej ena je Fundación Emilio Komar v Argentini in druga je Filosofia Perennis slovenska. Torej, Martin je v nekem smislu nadaljevalec filozofskega realizma Milana Komarja in kot tak se tudi v veliki meri ukvarja z mislijo Tomaža Akvinskega. Naj samo mimogrede povem, da se misel Tomaža Akvinskega in njegovih nadaljevalcev včasih razume preveč enostransko in zato prihaja najbrž do nekih nesporazumov, ampak sva rekla z Martinom, da bomo en večer posvetili samo temu naslednjič, ko on pride, zdaj zato žal ne bo časa, ker so po najnem mnenju ti nesporazumi nepotrebni. Torej, ne samo, da je Martin zanimiv kot filozof, zanimiv je še z dveh drugih razlogov. Prvič, ker prihaja iz Argentine in govori slovensko, je namreč del slovenske argentinske emigracije in torej vsa slovenska povojna emigracija, ta v Argentini pa še prav posebej je v nekem oziru biser našega naroda in delikaten biser, zato je to nekaj izjemnega. Poleg tega, da je izjemen že kot filozof sam po sebi in potem, da prihaja iz slovenskega občestva Argentini, pa je on tudi izjemen kot oseba. On je polno nekih kvalitet, tako da so pravzaprav to trije razlogi, zakaj je vsakič za nas en praznik, ko se je Martin pojavil v Ljubljani. Dobro, skratka, zdaj pa, da na hitro predstavimo knjigo, kar se da na hitro. Torej, sestavljena iz več esejev, ki so nastali ob različnih priložnostih, ampak vodilna misel prvega eseja je v bistvu ta, da je bistveno za človeško osvoboditev, da človek spozna naravni red, ki je tudi realni red in edini objektivni red in da ta red ponotrani, to pomeni, da živi v zvestobi temu, torej, da živi v skladu s tem redom oziroma z Martinovimi besedami, da mu je poslušen, da je ubogljiv. Ta misel je nek fundament cele knjige,
se pa tudi v naslednjih esejih vsake toliko časa, ne samo, da je implicitno ves čas prisotno, ampak vsake toliko časa se tudi prav v eksplicitni obliki pojavi v naslednjih esejih. Zato sedaj prihajam k prvemu vprašanju, naj ga malo bolj utemeljim, namreč gre za to, da, ker to je ena temeljna stvar za pojmovanje realizma, ki, kot je Tone rekel, je nekaj živega, je nekaj lepega in da se razpršijo dvomi. Namreč sintagme, kot so naravni red, realni red, objektivno spoznanje, lahko z filozofskega stališča zvenijo preveč pozitivistične in zdravorazumske, iz enega osebnega stališča pa lahko zvenijo, kako bi rekel, neprivlačne, namreč za marsikoga, predvsem za mlade ljudi, ampak mislim, da za marsikdo raje bere o misteriju, o skrivnosti, o ljubezni, o hrepenenju, kot pa o naravnem redu in o pokoritvi naravnemu redu. In zdaj mi bomo te pomisleke razpršili in bomo pokazali, da pravzaprav ne držijo in zdaj to, da je ta naravni red nekaj, kar je usklajeno z našimi hrepenenji, to je za mene temeljna stvar in k temu te bom pozval v zadnjem vprašanju, da zaključimo z najlepšim. Zdaj pa te najprej bi prosil, da razložiš te temeljne pojme realizma, torej kaj je to naravni red, kaj je spoznanje naravnega reda in predvsem, kje je tu prostor za misterij. Ja, ravno zamisel naravnega reda in realnost in resnica v stvareh, recimo tako, ki je za realizem značilna in kot sam praviš nekak fundament vsega in sloni na tem. Pojem reda tudi v vsakdanjem govorenju, recimo tako, se nanaša na to, da je vsaka stvar na svojem mestu. Tudi zadnjič sem kar vprašal, sem bil z dijaki v gimnaziji, kaj to red pomeni, so takoj rekli, to, da je vsaka stvar na svojem mestu. Zdaj pa to pomeni, da dejansko je zelo globok filozofski pojem, ker to pomeni, da vsaka stvar dejansko ima svoje mesto, da po eni strani ima eno notranjo bistvo, eno notranjo vsebino in torej tudi eno identiteto in da je ta identiteta, to bistvo naravno, to se pravi, da mu je dano, da ni umetno izdelano na podlagi kakšnega prvotnega kaosa in ravno, kot si sam rekel, v spoštovanju do tega naravnega reda in to se pravi v spoštovanju do svojega lastnega mesta in v zvestobi do svojega individualnega bistva tudi pripomore k splošnemu redu, ker red je ravno to, po en stran zahteva, da obstaja mnogoterost, ker ne bi bilo reda, če bi bila ena sama stvar in v tem se tudi vedno Komar nekako pričkal s filozofijami splošnega bitja, predvsem s Hegelom in podobno, to se pravi, obstojajo samostojna, recimo tako, individualna bitja, vsaka ima svoje notranje bistvo, svoj notranji logos in v spoštovanju do tega svojega lastnega mesta pripomore tudi ostalim in torej nastane ena harmonija znotraj te mnogoterosti, to se pravi, da je ta red ena enotnost v tej mnogoterosti. In to vse je naravno, to sprva nam je dano in torej naš življenjski poklic je v tem, da s tem redom sodelujemo. Najprej, da ga spoznamo, ko ga enkrat lahko spoznamo, da ga tudi vzljubimo in da potem v svojem vsakdanjem življenju s tem sodelujemo. Torej, tukaj spoznanje resnice stvari je bistveni pogoj za uspešno življenje, je treba pa tudi imeti na jasnem, zato je Komar rad govoril, da je svet nekak red in misterij, da tega reda, tega logosa, bodi si posameznega logosa, vsakega individualnega bitja, bodi si splošnega logosa, te enotnosti v mnogoterosti, ne moramo do kraja izčrpati. Ker je to pomeni, da ima vsaka stvar v sebi tako globoko vsebino, da vedno lahko še bolj v njo prodremo, ne moramo pa do konca dejansko spoznati, ker če bi do konca spoznali, potem bi tudi imeli verjetno do stvari en tak odnos, recimo, ki bi slonel na dominaciji, na nadvladovanju. In zato
ta realizem sploh ni pozitivističen. Ne? Realizem je do pozitivizma zelo kritičen, ker čuti, da preplitveno gleda na stvari. Ne? To spravi le fenomene, zunanje fenomene, to, kar se da zmeriti, kar se lahko tehta, kar se lahko v laboratoriji, ne se, ampak tukaj gre pa za eno bistvo, ki ga ne moremo izčrpati, torej vedno misterično, ne zaradi pomankanja notranje vsebine, ne zaradi pomankanja vsebine, temveč zato, ker je preveč svetlo. Vsako bistvo je toliko svetlo, ker pač izhaja iz presežnega logosa z veliko začetnico, da je spoznanje možno, ker resnica je v stvareh, je pa resnica toliko neskončna, ker iz neskončnega prihaja, da je še vedno prostor za misterij in za nadaljno sleherno poglabljanje. Torej bi lahko rekli, da je naravni red v nekem smislu nadnaravni red zaradi tega, ker je utemeljen na stvariteljskem logosu. Točno. Na drugi božji osebi, po kateri je vse ustvarjeno in to je v poslednji globini vedno misterij in da je tudi vsaka posamezna ustvarjenina utemeljena v svojem logosu, ki je udeležen v tem logosu in je tudi spoznavanje vsega v temelju misterično in vse lahko spoznamo do neke mere. Ja, in istočasno nas to spoznanje omejeno vedno tudi nekako dvigne, ne? Kar je tudi za Tomaža recimo značilno, spoznanje stvari nas dviga k spoznanju v prvem vzroku. In se mu vedno samo približujemo, ker je presvetlo. Presvetlo, ja. Zato pa tudi pridemo do tega, da enkrat umolknemo pred tem. Ne? Se misterij ima ravno to etimologijo mio, da se človeku usta zaprejo, ne? Da že ne moreš niti povedati to, ker je preveč svetlo za tega. Torej, bi te vprašal še kaj o svobodi. Ti si svobodo razdelil na tri dele in pri tem tvojem pojmovanju svobode pa je seveda zelo pomembno to se povezuje z recimo temu nihilizmom sodobne družbe, ker ta notranja svoboda je vedno podvržena lahko manipulaciji mnenja drugih, moda, propaganda, mediji in ti poudarjaš pomen, tvoj nek neologizem, oci. Ja. To je plemenito brezdelje, to je nek spokoj, v katerem prideš v stik z realnostjo in to postavljaš v nasprotje acediji, torej neki metafizični lenobi, ko ljudje želijo biti ves čas z nečem, nekaj jih mora ves čas zamotiti, zato da se izogibajo soočenju z svojo eksistenco in v tem ti vidiš neke vrste metafizični nihilizem, ker ljudje bežijo pred soočenjem s eksistenco, najbrž zato, ker bežijo pred soočenjem z ničem in pravzaprav kristjani imamo zdravilo za to in bi pravzaprav nas tega soočenja ne bi smelo biti strah. Skratka, če lahko poveš kaj več o tej trodelni razdelitvi svobode in o acedi in o ociju, potem bo pa Šernej dodal. Ja, ravno prvi sej v knjigi je Komarjev nauk o svobodi in jaz tam dejansko sledim Komarja skoraj dobesedno. Komar razlikuje te tri svobode, ena je zunanja svoboda, to se pravi svoboda v akciji, da jaz lahko nekaj naredim. Druga je svoboda, recimo v tem smislu notranja svoboda, da jaz v svoji notranjosti lahko odločam, kaj se mi zdi, da je vredno in kako bi se mogel v svojem odnosu do stvari ravnati. In tretja svoboda, ki pa je sovpadanje s samim seboj. Ne? In jaz imam ta občutek, da vse manifestacije, vsi govori, za svobodo smo vsi za, ne? Vprašaš, kdo je za svobodo, to bomo vsi dvignili roke, noben ne bo rekel, da je svobodi proti, ampak se mi zdi, eden od problemov sodobne družbe, da pojmuje svobodo le v prvem smislu. Ne? To se pravi, da je svoboda, jaz bi bil bolj svoboden, kolikor več reči bi lahko naredil. In dejansko pa najprej pozabljamo na to notranjo svobodo, ki zahteva eno notranje življenje, ne? Da sem jaz nekako vezan s samim seboj, da imam jaz tudi
notranji dialog s seboj, ker če jaz nimam tistega notranja dialoga, potem nekako ne stanujem v svoji notranjosti in čeprav bom zunanjo svoboden in bom lahko delal to, kar mi paše, se čisto lahko zgodi, da to, kar mi paše, dejansko se ne strinja z mojimi resničnimi interesi, z mojimi resničnimi prepričanji. Problem je to, da jaz ne vem, kateri te interesi so in katere prepričanja dejansko jaz imam, ker nisem v stiku samim seboj. Kot če bi jaz živel recimo na svoji površini, ampak ne v notranjosti mojega lastnega doma, recimo tako, potem mi pa tudi lažje od zunaj prihajajo manipulacije in te manipulacije me prepričajo, da jaz eno določeno stvar hočem in morbiti ne. Ampak jaz niti ne vem, da so mi nekako ta hotenje od zunaj usilili. In to je pa zelo nevarna stvar, ker to je eno nasilje nad osebo, ki se ga oseba sama ne zave. In torej eno nevidno nasilje in se mu človek ne zoprstavi, se mu ne upreza, ker ga niti ne spozna. Torej, zato da sem jaz, zato je zunanja svoboda resnično svobodna, to, kar jaz lahko naredim, mora izhajati najprej iz ene pristne notranje odločitve, ki zahteva notranje življenje, eno notranjo globino in to notranjo globino pa človek goji, ko ima globok odnos z realnostjo. In ravno tam je ta oci tako nujno potreben. Če se stalno zabavam, sem stalno raztresen, razpršen, zgolj pasiven do teh zunanjih stimulacij, ker jih imamo v sodobnem svetu več kot zadost, potem jaz nisem v pravem stiku s seboj, jaz se ne pogovarjam s seboj, ker za ta pogovor s seboj moram imeti jaz tudi globok odnos z drugim. To se pravi, moj odnos s tem, kar nisem jaz, je sorazmerno lih to globok, kolikor sem jaz kolikor jaz v svoji globini stanujem, recimo. Če bi jaz hotel 1 liter vode v ta kozarček dati, ne bo šlo. Problem ni liter vode, problem je, da je kozarček premejhen, ker nisem dovolj globok. Če sem pa jaz globok prejemnik, tudi stvari globoko k meni pridejo, jaz jih bom boljše spoznal, bojo boljši, ne samo količinsko, ampak tudi kvalitetno vzbujale mojo ljubezen, da bom jaz ljubil več to, kar je bolj vredno in bom na podlagi tega tudi boljše odločil. In če Bog da, bom pa potem lahko to še naredil, ampak tisto prije potem, najprej mora biti ta notranja svoboda. In v tem notranjem življenju pa jaz tudi lahko dosežem vedno misterično in nedokončno samospoznanje, da jaz udejanjim, udejstvujem, realiziram tiste potencialnosti, ki mojemu bistvu naravno spadajo in tam jaz vsakič tudi bolj sovpadam s seboj, nekaj aktualiziram svojo virtualnost in v tem bi bila pa ta tretja svoboda. Človek je pa v sodobni družbi lenoben, ne ker ne bi delal veliko reči, se preveč jih delamo, ampak imamo preveč lenobe, zato se ustavimo, kot da bi bežali izpred enim ničem, eno praznino, ker je nihilizem nekako kulturno prevladujoč. Ja, in zato tako lepo govoriš o ociju, kot o nekem prazničnem razpoloženju duše, kjer pride človek v stik z realnostjo, medtem ko ta acedija pa je neka lenoba za duhovni vzpon. Ja. Piper, to še dodam, ne bomo se poglobili, ampak Piper naredi eno celo analizo o prazniku, klasičen pojem praznika, ker se človek ustavi, zato ima bolj globoko odnos s stvarmi in to nekako praznuje in zato je tudi to tesno vezan z religijo in podobno. In sodobni prazniki, ki so te fešte, recimo, kjer človek namesto, da bi prišel bolj v stik samim seboj in torej tudi v stik z drugim, pa kar išče je to notranjo razpršenost, da se samega sebe pogubi in podvoji to alienacijo, iz katere si dejansko misli, da beži, ampak jo v resnici poveča.
Jernej, ti si o svobodi v demokraciji hotel Martina še vprašati in o svobodi nasploh. Ja, najprej morda za sodobni čas. Danes svoboda razumemo predvsem kot neka odsotnost nekih omejitev tudi, ampak zdi se, da je za to svobodo, kot jo želiš predstaviti, ravno neka omejitev potrebna, da bi dejansko dosegli svobodo. Morda lahko to malo povežeš na današnji čas, pa kako bi to... Ja. To je dejansko bistvena poanta za realizem, da omejitve kot take niso nekaj slabega na sebi. Seveda obstojajo omejitve, ki so napačne, ampak so pa tudi pozitivne omejitve. Dejansko, če se vrnem na ta pojem bistva, v Tomažu Akvinskem recimo bistvo, esenca, je en način biti. In to se pravi, esenca dejansko omeji mojo biti, zato da sem jaz taki sem in ne ti. To se pravi, da ta omejitev je zame pozitivna, ker ravno meni omogoča, da jaz sem Martin, ti pa Jernej. In torej jaz moram rasti v tem, da sem najboljši Martin, ti pa najboljši Jernej, on najboljši Jan in tako dalje, ne pa da bi Jan hotel biti Martin ali pa da bi Jernej hotel biti Jan in tako naprej. Zdaj, to pomeni, torej, da obstajajo pozitivne omejitve in to zapravlja tudi na zadevo svobode, ker neomejena svoboda je lahko le ena svoboda, ki nima nobenega cilja. Ker vsak cilj dejansko omejuje. Če jaz hočem do ene točke priti, če imam kakšen smoter, to dejansko količinsko omejuje to se pravi količino mojih možnosti, opcij, recimo. In vprašanje je, kaj je boljše? Ena brezmejna svoboda, na podlagi katere jaz lahko naredim karkoli, ampak konec koncev je vse isto, vse enako veljavno in dejansko ne merim nikamor, ali ena svoboda, ki meri k enemu cilju, ki ima en smoter in ima tudi to, zatorej en smisel, ampak zaradi tega mora pa biti omejena, ker ravno teži k dobremu, k popolnosti, k sreči in tako naprej, ampak to pa že pomeni, da niso vse opcije enako vredne, da so nekatere boljše od druge in to je ena omejitev, ampak to je tako, kot če bi jaz rekel, bi jaz hotel priti, ne vem, do nekega mesta in najdem en plakat, ki mi kaže, katera pot je najboljša za to, da kaj grem. In jaz bi rekel, ne, to pa ne gre, to pa nasprotuje moji spontanosti, moji svobodi. Ja, pa če jaz hočem do tistega mesta priti, moram biti do plakata hvaležen, čeprav me omejuje, ampak me omejuje, ker mi pomaga, da jaz pridem tam, kamor dejansko naravno težim. A imaš o svobodi še kako vprašanje ti? Tem demokracijo pa tako če bomo. In to je dejansko sodobna debata, sodobna, mislim se že vleče kar celo stoletje. Se razume, da demokracija je pozitiven sistem, ker spoštuje človekovo dostojanstvo in ta človekovo dostojanstvo sloni, ima svoj temelj ravno v tem, da je človek svoboden. Zdaj pa ker jaz imam ta občutek, da je treba ta pojem svobode razjasniti, ker če imamo napačni ali pa le deloma pravilen pogled na svobodo, če svobodo pojmujemo le v zvezi z zunanjimi dejanji ali pa jo pojmujemo kot neomejenost, nedoločenost, bo to prišlo in dejansko se mi zdi, pride do take družbe, v kateri si ljudje mislijo, da so svobodni, dejansko pa niso in so tudi zato toliko bolj zavzetni za kakšne ideologije, za reklame, za manipulacije na splošno. In to se mi zdi za zdravo demokracijo vsaj bistvena debata. Jaz bi še hotel vprašati o neki dilemi med delovanjem v korist občestva in gojenjem lastne notranjosti. Namreč obstajajo pomisleki, ko si ti rekel, ti se moraš rasti iz svojega, moraš postati Martin, nekdo drug mora postati nekdo drug. Namreč obstajajo pomisleki, da če se nekdo preveč ukvarja z lastno notranjostjo, da potem to lahko pride do nekega nezdravega individualizma, ki je škodljiv za občestvo. Ampak ti pa v knjigi pišeš ravno nasprotno, da je občestvo vitalno, če vsakdo raste v svojem in se razcvete v tem, kar je on sam in kot tak lahko potem najbolj plodno sodeluje v korist občestva. Ja, jaz sem tega mnenja, nisem jaz edini, še daleč ne, ampak da ni spora
med individualnostjo in družbenim občestvom. Ne? Temveč, da, kot si ti rekel, najboljši način, ki imam jaz, zato da pomagam družbi, je, da sem zvest samemu sebi, da sem to, kar sem in taki sem in da v tem rastem. Ne? Spet, v zvezi z redom, če splošen red, družaben red, recimo, ne, je dost bolj vitalen, če je vsak vitalen na svojem mestu, ne pa, če skuša izven svojega mesta, ker tam dejansko ne bo drugim pomagal. Tako kot oče ne pomaga sinovom, če ni res oče, ne, in hoče biti recimo njihov prijatelj ali pa kolega. Pa če si oče, če si mati, če si kolega, če si učitelj in to bo najboljš pomagal, bodi si tvojim sinovom, hčerkam, kolegom ali pa učencem, če ti dejansko izvršiš tvojo nalogo. Seveda, to ne pomeni, zato me se zdi, ni spora med notranjim življenjem in odprtostjo, temveč obratno, in to se spomnim že nekaj let tukaj, ko mar uporablja to besedo recogimiento, ki bi lahko prevedel zbranost, ne? Ta zbranost pomeni dejansko odprtost drugemu. Jaz sem dejansko drugemu odprt in imam lahko globok odnos z drugim, če sem jaz, kot pa sem prej rekel, če sem jaz dejansko v svoji globini. Če pa jaz nisem jaz, pol ne morem izpostaviti enega pristnega odnosa z drugim, ker tist, ki ima to odnos z drugim, je le ena maska, ne pa pristen jaz. Torej, to ne pomeni, da spet, ne, da bi zagovarjali individualizem kot človeka, ki se vase zapre, ampak ja, ki v svojo notranjo globino prodre in iz tiste globine lahko vzpostavi globok odnos z drugim in tudi obratno, kolikor bolj so pristni moji odnosi z drugim, tudi jaz bolj rastem v tem, kar sem in aktualiziram svojo potencialnost. No, preden prideva na vprašanje o pedagogiji, bi še eno misel samo povedal, pa bi te samo za komentar prosil. Te misli ni eksplicitno prisotna v knjigi, ampak namreč glede na to, da se govori o spoznanju realnega reda, ki je bistveno za osvoboditev in za dobro duhovno življenje, je vedno nastane ta problem, da smo ljudje različno senzibilni. Da se to spoznanje dogaja v naši notranjosti in je en velik problem, to je nek problem, ki se ga ne da razrešiti z enim stavkom takoj ali pa tako, o tem se razmišlja. Ne? Torej, je vedno vprašanje, do kakšne mere so naše danosti temeljne in do kakšne mere se lahko mi sami z svojo voljo, svojimi miselnimi napori pripravimo do tega, da smo senzibilni, da smo pasivni v soočenju z absolutno realnostjo, da spoznamo ta naravni red. Skratka, jaz bi rekel, ne, da se ta naša senzibilnost za spoznanje naravnega reda, da je to nekaj, kar se dogaja na neki globlji sferi in to ni sfera racionalnega, refleksijskega mišljenja, ampak je to ena globlja sfera, v kateri človek pride v stik z nečim absolutnim, z absolutno realnostjo, ki je izvenčasna, ki je absolutna, torej Bog. In iz tega razloga je tudi ta naša odločitev, to naše formiranje lika naše osebe, ker se dogodi v stiku z neko nadčasno, z absolutno realnostjo, je to dejanje naše v nekem smislu nadčasno. In zato ni to tako, da je to zakoličeno enkrat za vselej, na začetku naše zavesti smo tako in tako senzibilni, več se ne da, ampak se vedno lahko zgodi ena sprememba. Ampak, torej, jaz bi tukaj vidim neke usporednice z naukom o milosti. Namreč v celi asketski tradiciji, v tradiciji duhovni tradiciji cerkvenih očetov je bilo vedno govorjenje o tem, da milost, Božja milost je vedno pred nami. Vsa milost nam je na razpolago, ampak mi jo prejmemo toliko, kolikor smo zmožni prejeti. Da pa obstajajo razna prizadevanja, askeza, post, molitev, da se mi pripravljamo za sprejem milosti. In bolj, ko se prizadevamo, več je lahko prejmemo. Skratka, tukaj je ta večna dilema in to neodgovorljivo nasprotje, do kakšne mere smo mi v tej sferi racionalnega razmišljanja, v tej refleksijski sferi, do kakšne mere smo mi zmožni sprejeti, spoznati naravni red, oziroma v kakšni meri je to stvar ene predrefleksijske sfere, ene sfere
predrefleksijskega motrenja, intuicije, utrpevanja. In preden pridemo, ker to isto se pa zdaj ponovi pri poučevanju, namreč koliko je učitelj zmožen posredovati, ampak zdaj preden pridemo na to vprašanje vzgoje, bi te jaz samo vprašal, kakšno je tvoje mnenje o tem, do kakšne mere smo mi sami zmožni spoznanja in do kakšne mere je to neka danost. Ja, meni se zdi, ena stvar ne zanika ta drugo. Ne? Po eni strani imamo nekatera naravna razpoloženja, še celo genetska do neke mere in potem tudi zavisi veliko od vzgoje, ki smo dobili v prvih letih in v kakšnih družbenih krogih smo rastali in tako naprej. To se pravi, da nekaj uhaja recimo naši lastni odločitvi in torej našemu lastnemu delu k tem. Ne? Je pa tudi, človek ima to možnost, da samega sebe spil v teku časa in da odloča, kaj bo naredil s tem, kar mu je dano. Se pravi, kakšen bo bolj nadarjen za kakšne vrste senzibilnost, morda estetsko, naprimer. Ne? Moja žena je estetsko zelo senzibilna, jaz pa nimam tega toliko kot ona. Drugi so morda za bolj intelektualne reči, drugi biti, čeprav je vse dejansko vezano, ker verum, bonum in pulcrum skupaj pašejo. Ne? Ampak imamo različne senzibilnosti, to je tudi fejst, zato ker jaz se tudi lahko učim nekako recimo iz estetske senzibilnosti moje žene, ker mi ona pomaga, da jaz vidim nekaj, ki morda sam ne bi zmogel, ampak istočasno moram pa jaz tudi neko vajo nad sabo delati, potom askeze, potom ocije, recimo, tisto pa zavisi, koliko se jaz zanesem za to in koliko resno vzamem to nujnost enega globjega osebnega življenja, ampak dejansko pa tudi ta moj trud, če gledamo, bom zelo tomističen v tem, ne? Ta moj trud, to moje delo nad samim seboj, če je uspešno, ima dejansko svoj prvi vzrok že v Božji milosti, ker je Bog prvi vzrok vsega, kar je dobro. Kar pa jaz imam možnost, je, da se temu zoprstavim in da nekako Božjo milost blokiram, ampak ravno zdaj sva se pogovarjala sestrično, to, kar jaz, moja dejanja, so moje ali mi jih da Bog. Enkrat profesor nastavil to vprašanje na faksu in je rekel, to je napačna dilema. Moja dejanja so moja, ker mi jih da Bog. Jaz pa imam to možnost, da kot drugi vzrok sodelujem s prvim vzrokom, lahko pa se mu pa zoprstavim, blokiram njegov povzročanje nad menoj, sam problem tam bo šlo na polom. Zdaj pa na vprašanje vzgoja prehajamo. Ja, v knjigi imaš tudi izredno dobro poglavje oziroma esej o demokraciji in vzgoji, pa bi se jaz nekoliko še sem tukaj ustavil. Namreč danes se zdi, da pač demokracija nujno že po svoji naravi vzgaja za relativizem. V tem svojem razmišljanju pa v bistvu pokaže, že to ni nujno oziroma da je možno tudi priti do neke objektivne resnice, kar se zdi danes v demokratični družbi skoraj nemogoče. Ali lahko to nekoliko bolj odprl pa? Ja, sprva se mi zdi, da temelj demokracije ne more biti relativizem, ker dejansko relativizem ne more biti temelj za nič, bi bilo protislovno, to mislim. In dejansko demokracija ima smisel le, če se nekako, tudi če hočeš, zmenimo, da obstajajo ene določene realne, objektivne vrednote kot človekovo dostojanstvo, njegova svoboda in tako naprej. Zdi se mi pa v zvezi s tem, kar smo se prej menili, da če pristna demokracija je v tem, da človek uporablja svojo svobodo in da uporablja za dobro, to predpostavlja, da mora vzgoja za demokracijo biti po eni strani etična vzgoja, ampak etična vzgoja ne more biti nikoli vsiljevalna, ker če ne gre, da bi jaz nekoga silil, da stori to, kar je prav. Jaz mu moram pomagati, in to se mi zdi jedrnato, moram pomagati, da vsak, bodi si učenec, hčerka ali kaj, da vidi, kaj je dobro. Zato naloga vsakega učitelja ni, da učenec misle to, kar misle učitelj. Če se strinjamo, še bolj, komu pa ne paše. Ampak učitelj mora dejansko pokazati na stvar in biti
pomoč zato, da potem učenc gleda na stvar, ne pa name. Ker če ne, tudi jaz se moram ravnati nekako kot zgled, ampak ne zato, da učenc postane kot jaz. Ker spet, jaz moram biti jaz, on mora biti pa on in ona mora biti ona. Jaz mu lahko, če uspe, le pokažem, da se to splača, biti zvest samemu sebi in gledati stvari. Uporabiš primer Sokrata, recimo. Ja, zato ta ideja mejevtike, da resnica mora izhajati iz notranjosti, ki včasih učenci takoj mislijo, da gre za en relativizem, ne? To se pravi, da vsak je vir svojih resnic in to pomeni, da je resnica relativna, ampak ne, sej Sokrat se je ravno proti relativizmu boril, ampak se je boril, ker je tudi vedel, po en stran, da nismo mi temelj resnice, ker obstaja ena objektivna resnica, ampak spoznanje resnice je pa možno le, če se zgodi v moji notranjosti, ne pa, če mi jo kdo od zunaj vsiljuje, ker če ne bom jaz le papiga, ki ponavlja to, kar mi je en drug rekel, da moram reči, ker mi je pač moj profesor ali moj oče ali kar naj bo. To se pravi, učitelj more pomagati k stiku učenca z realnostjo in zato mora pa tudi pospeševati notranje življenje teh učencev. Brez tega ne bo, ker če ne bo pa vse enciklopedistično, kar je kak posledica pozitivizma, moramo znati vse, ampak vse na površini in to smo poljene enciklopedije, ampak s temi podatki pa ne vemo kam. Saj za podatkov, danes sploh za podatke nas učenci niti ne potrebujejo. Lahko jim pa pomagamo, da jim pokažemo, kako se da te podatke premleti, kako se da v te podatke poglobiti in če Bog da, boljši resnico gledati v oči. Ne vem, če sem odgovoril. Ja, to je tudi moje vprašanje je bilo, torej, da samo povzamem, pač majevtika je ključna in ti govoriš o tem, da mora učitelj s svojim notranjim življenjem, mora imeti bogato notranje življenje, zato da lahko vpliva na notranje, ker sem se vedno spraševal v zvezi s tem, kar sem prej govoril, do kakšne mere lahko učitelj to posreduje učencem, to željo po duhovnem vzponu, odločitve za dobro, to hrepenenje po resnici. In Dionizij Areopagit ima eno lepo misel, ko pravi, srčno upam, da sem s pomočjo povedanega uspel razplanteti iskre Božjega ognja, ki so shranjene v tebi. Torej, vsakdo ima v sebi iskre Božjega ognja in učitelj jih lahko razplanti z govorjenjem in to je dejavnost obeh. Učitelj mora s svojim bogatim notranjim življenjem, recimo temu s karizmo, pa ne vzemite dobesedno v strogem pomenu te besede, ampak svojim bogatim notranjim življenjem mora narediti vtis na učence, ampak veliko je pa na učencih potem, da se te iskre razplantijo. Komar vedno ponavljal, da človek zelo malo uči na podlagi tega, kar reče, malo več s tem, kar dela, predvsem pa uči s tem, kar človek je. In on je rabil to pojem izžarevanja. Vzgoj je predvsem v izžarevanju. Zelo platonsko, bonum diffusivum sui. Če tukaj je nekaj, je en logos, ki žari, potem bo tudi splantel tisto iskro v drugih in komar se nanaša na Sveto pismo, tam, kjer nekje, ne bom vedel, zdaj točen piše, da je Jezus učil z avtoriteto, ne vem, kjer je točen prevod, če je ta slovenski prevod, in grški pojem je exousia, to, kar izžareva iz notranjega bistva, iz notranjega bitja. Če jaz sem, potem to nekako gori tudi navzven in tudi nuja eno toploto in to do ta drugega pride. Če sem pa jaz hinavc, pa lahko govorim še ne vem koliko fest in imam tudi pedagoške tehnike, pa to ne bo prišlo. Imaš še ti kar? Ja, morda s tem smo prišli v bistvu do tega zadnjega eseja o pedagogiji srca. Ta sam pojem srca, če nam nekoliko bolj osvetliš, kaj zdaj to pomeni, verjetno bi večina pomislila na fizični organ, ampak je bolj nekaj bolj celostnega in kako zdaj to vzgajati. In tudi ne gre za čustvenost, ki bi bila ločena od uma in razuma. Bodi si v Svetem pismu, seveda tudi potem takemu patristiki ali pa v Paskalu, recimo, ki je nekak filozof srca, tam se jemlje srce kot ravno ta osebni center, ki je istočasno spoznavalni in čustveni. Ker dejansko tudi v objektivni realnosti resnica
in dobrota, se pravi vrednote, verum in bonum, da rečemo scholastično, dejansko sovpadata, ker sta oba slonita na tem esi, na bitju stvari, tako tudi naše notranje strune, ki so različne, ker kakšne so razumske, umske, spoznavalne, čustvene, tudi strastne, dejansko to v zdravem življenju izhajajo iz enega osebnega jedra, iz enega osebnega centra in ta pojem srca po svetopisemsko ali patristično ravno pomeni ta center osebne iniciative, to globino notranjega življenja, do katerega lahko stvari pridejo in iz katerega potem jaz tu resnično osebnostno odgovorim. In zato pedagogija srca se nanaša na to, da je treba predvsem gojiti to notranje umsko in čustveno življenje v učencih, zato da vsebina tudi globoko znotraj pride. Zato mora biti vsebina globoka, mora biti učitelj globok, da iz svoje globine lahko pride do globine učencev in mora biti tudi globoko razpoloženje iz strani učencev, ker seveda to ni enostavno, v praksi ni enostavna zadeva. Lepo se sliši, zdaj to je pa treba videti, kako v praksi to spravimo, ja. Imaš ti še kako vprašanje, če ne bi jaz k zadnjemu vprašanju prišel? Izvoli. Torej, gre za ovržbo tistega začetnega očitka, ki smo ga vzpostavili za to, da se dialog bolj razživi. Namreč, treba je poudariti, da tak duhovni vzpon, da v bistvu realistična misel govori o duhovnem vzponu in duhovni vzpon je vedno stvar hrepenenja, je vedno stvar lepote. In da se ovrže ta pomislek, da je to nekaj neprivlačnega in je treba poudariti, da je to nekaj, kar je vse prej kot neprivlačno, ker je usklajeno z našimi najglobljimi hrepenenji in da v bistvu te stvari, to je tudi Komar v svojem delu Red in misterij večkrat poudarjal, da če taka stvar izhaja iz enega osebnega doživetja, v katerem ti doživiš lepoto, da potem življenje v zvestobi temu doživetju ni neka represija, ampak je to stvar svobode, ki te vodi tja, kamor ti, po čemer najbolj hrepeniš, no? Če lahko še kaj o tem poveš. Ja, realizem v tem smislu, ne samo Komar, ampak da splošno, klasična filozofija, bi jaz rekel, sploh pa krščanska filozofija, ampak tudi Platon in Aristotel, če hočeš, ne? Gledajo na življenje kot nekaj, ki že ima svoj določen smoter, ne ker bi ta smoter bil vsiljevan, ker ta smoter je dejansko, ta cilj je moja osebna sreča. Ne? Zdaj pa zanimiv, ker ravno beseda sreča je v nekem srečanju, gre za neko srečanje. Ne? In torej naše življenje na tem svetu ne zmore doseči te popolne sreče, po katerih hrepenimo, ima pa kot te možne participacije, ne? Te neskončne sreče in ravno ta sreča, to mislim končno ali pa omejeno srečo lahko že okusimo na tem življenju, ukolikor imamo ta globok stik z lepoto, ki je tudi z dobroto, ki je tudi z resnico. Ne? In se nekako treniramo, recimo tako, da smo potem sposobni tistega neskončnega srečanja z neskončnim. Torej, kaj dejansko že ciljamo. Zdaj, ker smo svobodni, pa lahko falimo na poti k temu, kar smo naravno že namenjeni. Jaz hočem biti srečen in ti tudi vsake. Sam zdaj moramo vas vprašati, kaj ta sreča, ki jo iščemo, je in kako se lahko v življenju pripravljamo, recimo, da se tej sreči, k temu srečanju približujemo, tej sreči, za katero naravno hrepenimo. Ne? Hvala lepa. Jaz bi za konec samo prav o tej temi, ki se mi zdi, da je najpomembnejša, bi samo par citatov še prebral iz tvoje knjige. Tistemu, komor je resnica nekaj tujega, se bo gotovo pojavila kot nasilna. To pomeni, da je dejansko ne spozna kot resnice in njegove notranjosti ni razsvetlila svojo lučjo. Kdor pa resnico spozna kot tako in je vdan, se ne ravna po vsiljevanju tujega, temveč po navdihu tega, kar mu je postalo intimno. Je ubogljiv, a ne iz strahu, ne po nasilju, ne po zunanjem obvladovanju, ki bi uničilo njegovo spontanost, marveč, ker je spoznal, da pač tako je in se po navdihu tega spoznanja spontano od znotraj in svobodno temu podredi
in na podlagi tega odloča. Torej, resnica skratka mora postati nekaj intimnega in potem spoznamo, da kdor je ubogljiv, se ne obnaša po vsiljevanju nečesa zunanjega, temveč sledi razsvetljujočim navdihom nečesa, kar je tudi in istočasno notranje. Modra oseba je tista, ki je znala iz resnice narediti nekaj svojega in ubogljivost tej resnici postane tudi ubogljivost samemu sebi. In še zadnji citat. Oseba, katere srce je ganjeno ob izkušnji, skratka gre za doživetje, gre za nekaj živega. Oseba, katere srce je ganjeno ob izkušnji vrednot, čuti naravno nagnjenost k obvezi, k zavezanosti tem vrednotam. Takrat je človek svobodno ubogljiv in živi to ubogljivost kot osvoboditev. Življenje iz srca torej ni samo najtrdnejši način za obrambo svobode, gotovosti in psihične enote, temveč tudi pogoj za uspešno uporabo te svobode, ki v plodnem dialogu z realnostjo doseže svoj cilj. Cilj pa je pravilno izbiro in urejeno ljubezen. Torej, na podlagi vsega tega povedanega zdaj razumete, da ta urejena ljubezen, da ta beseda urejena, ki se na tem mestu pojavi v zvezi z ljubeznijo, da je to pač nekaj čudovitega, da to ni nekaj represivnega. Hvala lepa, torej knjiga je na razpolago, če jo želite kupiti po znižani ceni, Martin jo bo tudi podpisoval in hvala Jernej, Martin in vsem vam, da ste prišli. Še vprašanje, da se želiš postaviti. Še vprašanja publike, seveda, prosim. Ne. Opa, prosim. Ko je govora o spoznavanju naravnega, nadnaravnega reda in doseganja, približevanja temu doseženemu spoznanju, kje vidite omejitve oziroma do katere mere se lahko zahodni človek ali pa zahodna družba, ki se nekako odmika od Boga, pa pozabe na Boga, ki je ta svetloba, lahko sploh približa. Ali je to predpogoj? Meni se zdi, vic je v tem, da pospešujemo te življenjske izkušnje. Življenjska izkušnja, poleg recimo filozofskega razmišljanja, ampak to recimo za mlade, če imajo mladi osebne izkušnje, resnice, osebne izkušnje, lepote, potem se jim pojavi, da je to nekako ravno to, kar so iskali. Ker in tam se nekako vzbudi, začne vzplamteti recimo ta iskra v njihovi notranjosti. Ne vem, če si to mislil tako na konkretnem življenju ali bolj teoretsko. Ja, na konkretnem. Meni se zdi, da je to, da mora človek iskati tudi te izkušnje, lepote, resnice, dobrote in tam se nekako vzbudi to, kar je marsikdaj v sodobni družbi kot zaspano ali zatišano. Seveda, problem je, da danes tako hitimo in imamo tak hrup, imamo stalno toliko dejavnosti, stalno toliko delamo, da nekako se nam naredi kot ena podplat in nismo morbiti, ali pa do neke mere izgubljamo tisto senzibilnost, ki pa dejansko jo ne bomo nikoli popolnoma izgubili, ker to spada naši naravi. Zdaj treba pa pomagati, da tisto, kar tam spi, da se to nekako vzbudi. Jaz vsaj z učenci imam to izkušnjo. Jaz imam prednost, ker učim filozofijo, ne pa kemijo, ampak to se pravi, da je že predmet kot tak gre na globoka vprašanja, ampak še celo, recimo, so učenci pa učenci, ki še te posluša, ki še ne, ampak tisti, ki te posluša, pa kar naenkrat reče, ja, čak, se mene pa tole zanima, to sem se pa že kdaj vprašal in pol iz tega nekaj raste na področju bodi si resnice, ampak z disciplino, to spravo z moralo in z etičnim življenjem je podobno in z estetsko izkušnjo je podobno. Če boš ti učil, ne vem, naprimer zgodovino
glasbe in boš samo tele podatke, kdo je Beethoven bil, pa kdaj se je rodil, pa take, pa to ga ne bo zanimalo, pa daj ga nauči, da bo Beethovena poslušal. In če ga bo znal poslušati, ni važno, če je Beethoven ali heavy metal, ampak če bo znal poslušati, bo verjetno tam nekaj najdel, ki mu bo vzbudil zanimanje zaradi te estetske izkušnje. Mislim, da to treba pospeševati, recimo. Sam problem je, da imamo tudi v šolah, naprimer, ali pa tudi doma, toliko reči za dela, da človek včasih pol na to pozabi, ali pa nima časa. No, ne vem, če sem ti odgovoril. Ja. Pa še eno kratko vprašanje. Ja. Kot pravnika me zanima z vidika svobode omejitev, recimo to poudarjanje človekovih pravic, ki se nekako uveljavlja tudi v vseh dokumentih, predpisih samo človekove pravice, mednarodne deklaracije. Mislite, da bi morali preiti tudi na človekove obveznosti, pa dolžnosti upeljati v ta? Bi bilo... Ja, se o tem piše v knjigi celo. Ja. Dejansko sta dva pojma, ki skrb prideta, ker ne samo, da ena sorazmerno, ta drugo omejuje, ampak še te najbolj zanimivo je pa to, da to, kar so naše pravice, so tudi naša dolžnost. Jaz imam pravico do življenja, pa tudi dolžnost, da prav živim, da to življenje dobro izvršujem. Imam pravico do resnice, ampak imam tudi dolžnost, da jo iščem. Nista tako, da bi bila v sporih, da imamo samo te pravice. Čeprav pravice razumemo, se tam dejansko te dolžnosti pojavijo, ker te dolžnosti so zahteva naše človeške narave. Zdaj, seveda, pol problem je, bomo debatirali o fundamentih, o temeljih teh človekovih pravic in to je pa že stara stvar, se je že Maritain takrat pričkal, ko so to te pravice zapisovali. Se je rekel, ko smo sestavili listino, ni bilo problema. Samo, da nismo začeli debatirati, kateri je temelj tega. Tam pa ne bomo vsi izga mnenja, to je res. Ampak je nekako treba tudi se malo zmeniti za v prakso. So jih vsaj napisali. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi nekaj. No. Glede na to, jaz sem danes zastavil celo vrsto vprašanj, jaz z izvajanjem se potreba ne strinjam, ker sem domist, oziroma ne strinjam se z izhodišči, ki postavljate tudi izvajanje, so pa seveda v skladu z vašo filozofijo, ali pač nisem domist, z klasičnim, kar je bilo povedano danes, ne strinjam, ne. Ker se pa rekel, da sem izvajan, v zvezi z individualizmom, z občestvenostjo, bi rekel tole, da moramo mi skušati definirati glede tega vprašanja, kaj je sploh individuum je, kaj je sebstvo, kaj je človek, kaj je oseba in tako naprej, kaj je občestvo, kaj je skupnost in tako dalje. Da moramo reči pač, jaz sem kritičen recimo do individualizma. Samo do temu, če sem ti dal predleti za prevestveno krivo skupino, nisi hotel preveč izredita v tisti knjigi na tanko piše, kako filozofija razume globoko individualnost. Rekel tista knjiga neumna, si potem drugo. Ampak dejansko gre za to, da seveda je globoka individualnost, ki je posledica avtopoezisa in tudi zdaj majetike, ki sem bi prej omenil, in seveda v skladu z občestvenostjo, vendar tudi tista občestvenost mora biti neka posebna vrsta občestvenost, pa ne da atomizirana družbo, kateri živimo dan danes. Tako da je vprašanje slabo zastavljeno. Enostavno, težko odgovoriti. Glede vsega ostalega pa je to. Jaz sem mislil, da je tega dneva prišlo, zastavili se dogovorno vprašanje, vsako izmed vprašanje zahtevalo posebno predavanje. In seveda in širša razprava, ki ima prejke pač v Sloveniji bolj. Ampak glede tega meni zanima tvoj pogled na to globoko individualnost, tisto, kar se imenuje, recimo, hedegerijanci sebstvo, ali kar se imenuje osebo personalistične filozofije, da se ne bo malo tudi predstopiti ta prak atomizma, neatomizma in tako naprej, tudi malo še druge filozofije citirati. Ja, ampak se mi zdi, dejansko ni nasprotja. Ni nasprotja. Jaz imam ta občutek, da recimo sej Komar je personalist, ampak je prijel Dobro, ampak tudi Maritain, pa je istočasno zlotomist, se mu ne moreš reči, da ne. Ampak dobro, ima izziv morda za sodobni tomizem je, da se odpre tudi posledicam, ki izhajajo, mislim, tomizem je personalizem, konec koncev. Seveda ni pri Tomažu tako izdelan, ker so pač časovne razmere bile drugačne in vse kar češ, in tudi on ne more vsega reči.
ampak se mi zdi, da nekako naravno sledi iz tega en krščanski personalizem. In istočasno sledi tudi iz Tomaža, in to ima on izresno, nekako prvenstvo skupnega dobrega. Ampak to ni v sporu, ne? To si ne nasprotuje. Jaz se strinjam z tega, si rekel. Tudi zavisi, kakšni te naši družbeni odnosi so, ali pa kakšna naša družba je. Ne? Zato sem rekel, meni se zdi nekako cirkularno tole. Ne? Kolikor bolj sem jaz zvest samemu sebi, boljše odnose bom imel s ta drugim, in kolikor boljši bojo moji odnosi s ta drugim, tom bolj pripomore, da sem jaz tudi samemu sebi zvest. Je pa ja, kot rečeš, bi mojem predavanje izključno na to, pa ne vem, če bo. Greva pol še na kavo. Da bom jaz nekaj povabil. Da. Dobro. Ja, si bomo, hvala. Hvala za to vprašanje, Andrej. To smo potrebovali, ker so te dileme žive in o tem se bo še govorilo. Še kako vprašanje? Po Andreju je težko še kaj. Zato sem čakal do konca. Moram mi zadnjo besedo reči. Dobro, bomo počasi zakljali. Bi Matija še kaj povedal. Bi omenil, da je ta knjiga, Martinova knjiga, ki smo jo danes predstavili, ima neko mesto v zbirki Sidro, v eno sosledje je prišla. Pred njo so tukaj imenitni naslovi, Milan Komar, Človeški čas, potem je Štefan Svjezdavski, Novo branje Svetega Tomaža, potem je Žilson, njegova pozna knjiga kot uvod v krščansko filozofijo. In potem še Augusto del Noče, Resnica in razum v zgodovini, in potem Martin Slučnik. Krona vsega. To je kar čuden, veš, da sem jaz na tiste zelo imenitni družbi, no, ampak hotel bi reči to, da se mi zdi, da je tvoja knjiga, kako bi rekel, pisana prvič kot zelo jasno, zelo lepo, zelo razumljivo, prozorno, lepo odzvanje v bralcu in da že nas naredi tako kot ene nastavke ali pa eno držo, v kateri se ti osnovni realistični pojmi izbistrijo. Tako da bi ta knjiga bila dober uvod za potem za branje Komarja, za branje Žilsona, za Svežavskega. In grede Komar pa Svežavski pa Delnoče, Komar je bil z njima imel stik v pisemskem, to je zanimivo, da so bili vsebno povedani in misleci. Zdaj pa še eno mini vprašanje. Pri tebi je, pri realističnih mislecih, sploh pri Komarju tudi ta velika razlika ali pa opozicija med motrenjem in globokim odnosom do resničnosti, Komar reče prvenstvo teorije, v primarnem pomenu besede, in prvenstvo prakse oziroma raztresenost med upravili, med funkcioniranjem, med izgubljanjem v mnogih informacijah in tako dalje. No in zdaj, kot bi rekel, ene predstopne, tisto, kar je lahko kot neka dobra osnova vodi k poglobljenemu odnosu do življenja, do notrenju, meditativnemu vidiku, se omenja seveda estetsko izkustvo, lepota, različne takšna doživetja. Zdaj, mene mogoče ob tem seveda tudi posebej zanima, ali vidiš tukaj neko mesto razumevanja in ukvarjanja z zgodovino, branje zgodovinskih tekstov in tako naprej. Ker v našem času je to življenje na hitri površini stvari je zelo nezgodovinsko. Posameznik človek kot državljan nima skoraj nobene ali pa zelo majhno nikakršno zgodovinsko zavest. In med zgodovino pa tako površinskostjo je v bistvu eno podobno nasprotje. Ta zgodovina, če jo pomotrimo, če se poglabljamo v razne prejšnje obdobje in tako naprej, vidimo življenje svoje skupnosti, svojega, narodnega, državnega občestva v neki časovni dimenziji, v neki časovnem trajanju. To je nekaj kot ena predstopna ali pa en prednastavek motrenja pravzaprav. Ja, jaz bi še rekel, da je prav del motrenja samega, ker spoznanje realnosti vključuje tudi spoznanje, odkot to prihaja. Komar zelo obravnava to in on je bil dejansko imel izreden spomin za zgodovino, tako je njemu zmeraj to prišlo, da je lahko z zgodovinskimi primeri dokazoval
kako se tudi filozofske misli razvijajo, ne mislim samo misli filozof, ampak kako ena filozofska misel, ki ima dejansko svoje filozofske posledice, kako se to potem v zgodovini tudi dokazuje. Zato je pa on že sred leta 67 rekel, vse komunizem bo propadel, to ne bo veliko časa več. Ampak zakaj? Čeprav zgodovinska dejstva, morbiti še tega niso nakazovali, on je že vedel, da te jedrnate misli, ki so bile v marksizmu, prvenstvo prakse in podobno, da to neizogibno vodi k nekemu polomu. In pri tem sta si z Delnočem zelo podobna. In meni se zdi, da je nujno potrebno ta zgodovinski razgled, recimo tako, ker to tudi pomaga, da gledamo, da melodično gledamo bodi si na lastno življenje, bodi si na družbeno življenje. In kot si sam rekel, to ni za sodobni čas značilno, ker mi imamo pa, pravi Bauman, živimo pointilistično. Kot da, špikamo tukaj, tam je, kot če bi eno muco gor na klavir vrhu, pa tam ene tipke pritiska, ki nima nobena zvezo z drugim. In potem to ni smiselno. Zato, da je življenje smiselno, mora biti, bom glasben primer uporabil. Po eno stran mora biti melodično in to je pomen, da mora biti v poteku časa ena notranja nit, ki veže in vsako novo noto razlaga in ji daje smisel v primerjavi s prejšnjimi, ker prihaja iz prejšnjih in se tudi nameri k naslednjimi, istočasno pa tudi harmonsko, recimo pa družbeno. Če vsak glas poje tisto, kar ima napisano, to potem lepo smiselno zveni, ko so vsi skupaj in vsak tudi drug mu pomaga, da tudi ta drug lepše zveni. In se mi zdi, ima življenje kot ta dvojen lik, melodičen in harmoničen, bi rekel. Hvala. Jaz, če dovolite, pa še bi se rad osebno zahvalil. Matiji tem najprej, brez tvojega, če ne bi ti tole porival, sploh si imel za misel, mene je presenetilo, da bi to sploh prišlo do obstajanja. Seveda Tonetu, ki tukaj nekako ima zadnjo besedo in se to rihta in kot prijatelj se je usmilil, da smo to tudi uresničili, in še Janu in Jerneju, da ste si zavzela za današnji pogovor in končno vsem vam za pozornost in za prisotnost. Hvala lepa.